Jo, najprej bi rad vsem skupaj zaželel eno lepo nedeljo, pa na eno stvar bi vas spomnil, kot veste, sem del žirije, ki na koncu odloča o slovenskem avtu leta. Ampak vi ste pa tisti, ki se odločite, kateri avti sploh pridejo v finale. To se pravi, morate zbrati 5 finalistov, kandidatov za avto leta, to se pravi novih avtomobilskih modelov, je letos 25. Pol pa greš na naslov, ki ti ga bom čez par sekund povedal tja, pa zbereš svojega favorita. Zdaj pa kaj hočem poudariti, lahko glasuješ enkrat na teden, pa ne samo to. Med vsemi tistimi, ki boste glasovali prek Komotar minute, pravzaprav prek spletne strani komotarminuta.com, ker takrat tam, ko boš tja prišel, se boš zaletel v Glasuj za slovenski avto leta. Med vsemi tistimi, ki boste pri meni glasovali, bomo zbrali 5 tistih, ki boste potem tistih 5 finalistov prišli testirati skupaj z nami novinarji v Center varne vožnje na Vransko. To se pravi, če še nisi glasoval, daj glasuj. Če boš glasoval, ne samo, da vas bomo 5 našli pa zbrali, da boste prišli z nami skupaj voziti pa preizkušati te avte, se o njih pogovarjati. Na koncu boste čisto vsi, ne samo tistih 5, pa tudi v žrebanju za 3 res hude nagrade. To se pravi, cajta imaš do konca tega meseca, do konca novembra, lahko pa glasuješ enkrat na teden. Košta te nič, mogoče par minut tvojega časa. To je to. Piči na komotarminuta.com, link bom dal spodaj v ta prvi komentar. To je to. Ajde.